Spoštovani vlagatelji, borzni posredniki in vsi ostali, ki nas spremljate preko računalniških zaslonov. Pozdravljeni na ta vroč julijski dan. Upam, da ste udobno nameščeni nekje pod klimo. Dobrodošli na današnjem webinarju z naslovom Pregled dogajanja na borzi v drugem četrtletju leta 2021. Moje ime je Karmen Pogorevc in v imenu Ljubljanske borze bom danes vodila ta zadnji online dogodek, preden vsi odidemo v malo bolj brezskrbno poletje. Kot ponavadi pa najprej pravno obvestilo. Webinar je izključno informativne narave. Na njem bosta sodelovala finančna strokovnjaka, ki bosta izrazila svoja osebna mnenja in spoznanja. Vsebina webinarja ali katerikoli del njega ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju strani katerekoli udeležene osebe ali družbe, pri kateri sta zaposlena. Vsi predstavljeni podatki temeljijo na verodostojnih javnih virih, vendar kljub temu ne jamčimo za njihovo točnost. Predstavljena pretekla donosnost ni zanesljiv indikator bodočih donosov. Predstavljene finančne inštrumente in razrede sredstev lahko nalagajo družbe, pri kateri sta strokovnjaka zaposlena, upravljalci premoženja za portfelje strank ali katerikoli zaposleni za osebne portfelje. Webinar se snema, posnetek pa bo kasneje na voljo na YouTube kanalu borze. Občinstvo vabim, da postavlja vprašanja v Q&A del. Kmalu se mi bosta pridružila naša današnja gostja, a najprej si poglejmo kratek pregled, kakšno je bilo poslovanje na Ljubljanski borzi v drugem četrtletju leta 2021 v številkah. Poglejmo si najprej gibanje tržne kapitalizacije. Kot lahko vidite z grafa, se je vrednost tržne kapitalizacije delnic glede na konec leta 2020 zvišala. Če jo primerjamo s predhodnim četrtletjem, se je zvišala kar za 12,6% in sicer konec junija je znašala 8.464 milijonov evrov. Navedeno zvišanje je posledica rasti tečajev delnic, kot bomo videli tudi v nadaljevanju. Celotni promet na Ljubljanski borzi je v drugem četrtletju 2021 znašal 95,5 milijonov evrov. Promet brez svežnjev pa kar 89,6 milijonov evrov. To predstavlja porast v višini 5,9% v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. Naj pa kot zanimivost povem tudi, da je povprečni dnevni promet znašal 1,6 milijona evrov, povprečno število sklenjenih poslov v dnevu pa je bilo 141. V prvem četrtletju je bilo to število 149. Največ prometa je bilo kot ponavadi upravljenega z delnicami prve kotacije. Delnice Krke ostajajo krepko na prvem mestu najprometnejših delnic tudi v drugem četrtletju 2021. Z njimi je bila ustvarjena skoraj polovica celotnega prometa borze. Drugo mesto, glede na dosežen promet, so s 17,6% deležem zasedle delnice NLB, tretje pa s 6,9% deležem delnice Zavarovalnice Triglav. Izmed dolžniških inštrumentov se je trgovalo le z obveznicami KD Group, tretje izdaje, in z obveznicami Republike Slovenije, 33. izdaje. Nekaj poslov je bilo izvedenih tudi z ETF-i izdajatelja Expat Asset Management. Poglejmo si sedaj, katere delnice so največ pridobile na vrednosti v preteklem četrtletju. Največ vrednosti so sicer pridobile delnice Vipe Holding, vendar ob zelo nizkem prometu. Sledijo delnice Cetisa. Med top 5 tega četrtletja pa so se prebile kar 3 delnice iz prve kotacije, in sicer delnice Luke Koper, Telekoma in NLB. Vse te so pridobile več kot 20% vrednosti ob večmilijonskih prometih. Z veseljem pa povem, da se je v drugem četrtletju znižal tečaj le dvema delnicama, in sicer delnicam KD Group in M1. Kot lahko vidimo že skozi celotno predstavitev, je bilo drugo četrtletje za delnice na Ljubljanski borzi izjemno uspešno. To se odraža tudi na gibanju slovenskega indeksa, ki je bil v tem obdobju med najdonosnejšimi na svetu. Indeks SBI Top prikazuje odebeljena svetlo-modra črta. Novi indeks SBI Total Return, ki smo ga lansirali v maju, pa temno-modra odebeljena črta. V drugem četrtletju 2021 je indeks SBI Top pridobil 13,6% vrednosti, nov indeks SBI Total Return pa še nekoliko več na račun dividendne donosnosti, in sicer kar 15,3%.
Poglejmo si sedaj še grafe gibanja cen posameznih delnic v prvi kotaciji. Delnice iz sektorja finančnih in zavarovalniških dejavnosti so dosegle naslednje rasti. Delnica NLB je rasla skozi celotno obdobje in končala 23,3% v plusu. Delnica pozavarovalnice Save je zrasla za 9,3%, delnica zavarovalnice Triglav pa je najvišje nivoje nad 35 evrov dosegla začetek junija, po presečnem datumu za izplačilo dividende pa se je tečaj seveda znižal, a še vedno je konec junija končala 2,2% v plusu. Delnice iz sektorjev predelovalnih dejavnosti in trgovine pa so dosegle naslednje rasti. Cinkarna Celje plus 11,2%, Krka je na začetku drugega četrtletja presegla magično stotico in zaključila četrtletje 9,4% v plusu, Mercator je ob skromnem prometu pridobil 17,1%, Petrol pa je končal četrtletje 8,6% višje. Nazadnje pa si poglejmo še gibanje delnic iz sektorjev informacijske in komunikacijske dejavnosti ter prometa in skladiščenja. Njihove rasti so bile sledeče. Intereuropa je ob slabem prometu zrasla za 17,4%. Delnica Luke Koper je rasla skozi celotno obdobje in na koncu pristala 25,9% višje. Lep trend rasti pa je viden tudi pri delnici Telekoma Slovenije, ki je končala četrtletje kar 25,2% višje. Dobrodošla. Hvala. Pa bi kar začeli z videnimi številkami. Gospod Angel, mogoče bi vi začeli. Povejte, kakšen je vaš komentar na te zelo lepe številke v drugem četrtletju na Ljubljanski borzi? Ja, za dodati ni kaj, je pa v bistvu zanimivo, če se pogleda še malo daljše časovno obdobje in potem lažje ta kvartal ocenimo, kaj dejansko nam je zgodilo. Jaz sem za primer vzel obdobje tako imenovane, bi rekel, lahko COVID krize, to je čas leta 2020, se pravi celotno lansko leto, plus prvi kvartal letos. In če vzamemo to obdobje, pogledamo spremembe tečajev in hkrati potem vzamemo obdobje tega preteklega tečaja, to, kar je bilo zdaj ravnokar prikazano, se nam en lep vzorec pokaže. In sicer delnice, ki so prestale COVID krizo dobro, ki so rasle v tistem letu, plus en kvartal, so zdaj v tem zadnjem kvartalu delale relativno slabo in obratno. Delnice, ki so delale slabo v COVID krizi, so zdaj kar lepe donose naredile. In v bistvu lahko nekako sklenemo, da so tiste, ki so malo zaostale v COVID krizi, zdaj dohitele oziroma zmanjšale ta zaostanek rasti. Tako da to je neka taka prva zanimiva opazka. Tako drugače, z vsebinskega vidika je pa to sigurno kvartal, kjer so pomembne dividende skupščine delničarjev, ne ravno kar se nam še Krka končuje ali pa je že končana, med temi večjimi kot ta zadnja. Spet se je pokazalo, da so dividende zaželene med investitorji, veliko je bilo predlogov za dvig dividend, tudi marsikje je bil sprejet. Tako da mogoče bi še to izkoristil priložnost pa poudaril, kar pogosto ni znana informacija, da dividende krojijo oziroma ustvarijo kar 50% donosa. Zanimivo zdaj, ko ste vi ta total return index. Ja, ključeno. To je zanimiv podatek, 50% dolgoročnega donosa, če računamo za nazaj, seveda, so vedno ustvarile dividende. Tisto, ko mi rečemo vlagateljem, delnice delajo 7% letno, je kar 3% teh 7% je dejansko od dividend. Ampak to ne pomeni, da ti dividendo dobiš pa jo porabiš, ampak to pomeni, da ti dividendo dobiš in kupaš nazaj delnice. Reinvestiraš, ja. To je mogoče še zanimiv podatek zdaj v tem novem indeksu. Ta nov indeks pa v bistvu predpostavlja že to reinvestiranje. Reinvestiranje dividend, drži. Gospod Medved, povejte še vi vaše mnenje, zakaj je slovenski trg med top 10 najdonosnejšimi trgi letos? Kje so po vašem mnenju razlogi za to? Najprej hvala za povabilo, pa se še jaz pridružim z mojim komentarjem. V bistvu zadeva je taka, da če pogledamo tudi mogoče razlog za rast slovenskega kapitalskega trga z vidika finančnih kazalcev, dejansko ugotovimo, če primerjamo delnice z vodilnim nemškim indeksom ali pa z vodilnim ameriškim indeksom,
ugotovimo, da so dividendne donosnosti tam nižje, recimo na DAX je dividendna donosnost tam okrog 2,3%, na vodilni ameriški indeks okrog 1,7%, ne, če pa pogledamo pri tem slovenski borzni indeks, pa je dividendna donosnost 4,7%. In tukaj je eden izmed razlogov, zakaj smo videli to preteklo rast, pa to ne pomeni, da je tudi ne bomo videli še v prihodnje, glede na to, da investitorji vedno iščejo nove priložnosti. Mogoče pa bi dodal še en drugi pogled iz vidika vrednotenja razmerja med ceno delnice in dobičkom. Tukaj so tudi kazalci že v tujini kar visoko, ne? Razlogi za visoke kazalce vemo, kje so v nizkih obrestnih merah in seveda v poplavi denarja na trgu in iskanju seveda alternativi negativnim obrestnim meram. Ne? Če pogledamo zdaj čisto primerjavo, recimo DAX je, bom rekel, za kazalcem PE približno številki 33, Dow Jones pri številki skoraj 26, ne? Naš SB top pa pri kazalcu 8,8. To nam nekako tudi nakazuje potencial za nadaljno rast ali pa razlog za preteklo rast. Ja, seveda so tudi tu malo razmere in likvidnost, ki to pogojujejo, ampak slovenski trg je sigurno glede na kazalce izredno poceni in to se mogoče tudi kaže v prometu in zanimanju tujcev na borzi. Zdaj, slovenska podjetja so po večini objavila tudi zelo dobre letne rezultate za leto 2020. Pandemija je uradno konec, to se bo sigurno tudi poznalo na zmanjšanju pomoči podjetjem strani države. Kako pa vidite, da bi to lahko vplivalo na kapitalski trg, gospod Angel? Ja, zdaj s temi konci epidemije, pandemije, tako da smo jih imeli že kar nekaj. Tudi drži, ja. Prvo, kar je seveda glavno vprašanje, ki si ga vsi zastavljamo, kaj bo jeseni. Tisto, kar je mogoče manjša neznanka, je, da če bo seveda situacija slaba, bo pomoč spet se vrnila. Zdaj, če pa gremo na naše družbe, ki kotirajo na borzi, ni jih veliko, ampak lahko rečemo, da so pa zelo različne med sabo. Ampak kljub temu so se vse, bi rekel, zelo dobro odzvale na epidemijo, zelo dobro prilagodile svoje poslovanje in bi rekel, da velika večina niti ni kaj dosti koristila neke državne pomoči, tako da z tega vidika bi jaz rekel, da je zelo pomembno tudi, da so te naše družbe izvozniki in je mogoče bolj pomembno, kot kaj dela Slovenija, kaj dela vse druge države, kjer naše družbe poslujejo. Tako da, ampak generalno jaz tukaj z vidika državne pomoči ne pričakujem neke, zdaj, ki ni več pomoči, da je bilo pa to nek problem za te naše družbe, ki kotirajo. In ko ste že omenili tujino, če pogledamo malo čez mejo, vidimo, da Evropa v bistvu s tem pospešenim cepljenjem dohiteva ZDA in evropski delniški trgi tudi posledično pridobivajo na vrednosti. Ali vidite pa tudi kakšne premike med naložbami med ZDA in Evropo, tudi pri vaših vlagateljih, gospod Medved? Bom rekel, zaenkrat posebnih premikov ni videti, bom rekel, vlagatelji, ki so osredotočeni na določene trge, se teh trgov seveda več ali manj držijo. Zdaj seveda se pa je treba vprašati o razlogih, zakaj bi dejansko se odločali v tej smeri. Seveda vemo, da pač v Ameriki imamo tradicionalno precej več tehnoloških družb in seveda nekdo, ker išče potencial hitro rastočih družb iz vidika tehnologije, najde seveda več tarč v ZDA. Seveda na drugi strani imamo pa, bom rekel, evropske trge, ki so bolj tradicionalni in seveda imamo manj tovrstnih priloženih. Tako da jaz bi rekel, tukaj na koncu čisto odločitev odvisna od investitorja do investitorja, za katere trge se dejansko odloča. Gospod Angel, vidite vi kakšne premike pri investitorjih in večji v bistvu interes za Evropo v trenutni situaciji? Jaz kar pridružil Danielu, dejansko ni, recimo aktivni investitorji pri nas nekako iščejo bolj konkretne naložbene priložnosti in manj neke makrostrategije, se pa vsekakor lahko tukaj postrežem. Dejstvo je res, da Evropa zdaj dohiteva po cepljenju, ampak nekako od samega cepljenja do borznih tečajev je kar dolga pa zavita pot. Tako kot je Daniel rekel, tehnološke družbe, online ponudniki storitev imajo pa celo pluse od te epidemije, saj tako se kažejo z pretekli podatki. Zdaj, če pogledamo donose, ki so jih dosegali ključni indeksi,
v evrih v obdobju zadnjih 18 mesecev, ne, to je obdobje celo obdobje, odkar je ta epidemija udarila. Vidimo, da je širši ameriški indeks naredil 26% v evrih, Nasdaq pa skoraj 60%. Tukaj se vidi to vpliv tehnologije. Občutna razlika. Ja. Ja, občutna razlika. Ne. Je pa res tudi, ne, da ta ožji ameriški indeks bolj teh tradicionalnih podjetij Dow Jones je naredil 15%, evropski indeks pa 9%. Tako da zdaj tukaj spet ni neke take velike razlike, ki bi jo mogla Evropa nadoknaditi. Kar mi je pa še bolj zanimivo je, zdaj, ko že podatke navajam, razvijajoči trgi na splošno so naredili 17%, SBI 21%, to malo za občutek. Kar mi je pa najbolj zanimivo je pa, da kitajski indeks, ne, kjer pa v bistvu vsi vemo, da država vsaj uradno ni imela niti kaj dosti okuženih in je prešla čez to epidemijo v odlični formi, no indeks je pa naredil -3%, ne, v tem obdobju. Tako da tukaj se vidi te zanimive vplive, da dejansko neke direktne povezave med epidemijo in tečaji ni, ne, je vmes, tako kot je že Daniel omenil. Ja, tudi neko zaupanje potrošnikov. In veliko drugih situacij. Zdaj, iz vidika recimo upravljanja premoženja, gospod Medved, pa tam delate kakšne premike v smislu EU, ZDA, da se to konkurenčna trga in premikate zadeve relativno v portfeljih? Mi žal upravljanja premoženja ne ponujamo, smo ga pa v preteklosti in seveda tukaj bom rekel, predvsem na področju upravljanja premoženja je cilj seveda vsakemu slediti postavljen benchmark, ne, seveda in z tem dejansko loviti zastavljene cilje, ne. Seveda so pa benchmarki v upravljalskih portfeljih zelo različni, ne. Se to, bom rekel, to lahko gledamo tudi z upravljalskega vidika, na drugi strani tudi vzajemne sklade, ne. In seveda vzajemni skladi se predvsem prilagajajo temu in seveda vsi iščejo dodatne možnosti, kako delati boljše kot dejansko benchmark, ne. Tako da, če pogledam za vidika investitorjev, bom rekel, jaz tako pogledam bolj za vidika dejansko investiranja v vzajemne sklade, dejansko še vedno so med bolj zanimivimi panogami tehnologija, tudi v zadnjem času zdravstvo. Drugače pa investitorji znajo počasi tudi prepoznavajo dejansko, da so tudi srednje tvegane naložbe zmeraj bolj zanimive in da ni samo pravi sklad, delniški sklad, tako kot smo nekako Slovenci navajeni. Do zdaj, ja, tradicionalno. Zdaj, inflacija se definitivno prebija na prve strani vseh časnikov in tam tudi nekaj časa zdaj že ostaja. Kakšno je pa vaše mnenje o njenem vplivu tu na kapitalske trge oziroma kako se lahko stranke pred njo ščitijo, mogoče tudi z investicijami? Gospod Angel? Ja, inflacija je pred par minutami sem dobil na mail še eno tako obvestilo na temo inflacije. Danes tudi ECB je objavil ali bo v kratkem objavil neke nove smernice, tako da ampak če začnemo nekje na začetku, ne, če pogledamo, jaz najprej vedno pogledam iskalnik Google, kako se pojavlja pogostost neke besede, ne, in vidimo, da je dejansko v mesecu maju bilo iskanje inflacije 3-krat više, do zdaj, sprav do teh dni, pa je praktično to iskanje že kar zelo upadlo, ne, in tukaj pridemo na to uradno stališče centralnih bank, da gre za prehodno inflacijo, za prehoden problem. Tako da z tega vidika, vsaj z vidika iskalnika, temu tako pritrjuje. Inflacija je bila vsekakor pričakovana, ne, nazadnje v 200 dneh narediti to, kakor prej v 365 je težko, vedno pride do neravnovesij, ki se potem z inflacijo nekako izravnajo. Zdaj, če pogledamo še, kaj o inflaciji meni trg, oziroma kako se jo boji, oziroma kakšen je strah pred inflacijo, tukaj prvo, kamor se pogleda, seveda ameriške državne obveznice 10-letne kot tak benchmark. Vsaj v teoriji je inflacija en pomemben sestavni element donosa te obveznice. In če pogledamo, je bilo avgusta lani, ko je bilo v bistvu najslabše stanje glede epidemije oziroma nekih pričakovanj trga, je bil ta donos nekje 0,5% samo. To so neke zgodovinski minimumi. Do letošnjega marca se je povzpel na 1,7% in zdaj ta zadnji kvartal se je spustil na 1,5%, tako da tukaj vsekakor isto kaže na popuščanje strahu
Isto zanimiv pogled je na delniških trgih, dosti podoben. Tukaj jaz gledam razmerje med price earnings, se pravi med dobički in cenami za ciklične in defenzivne panoge. Ciklične panoge velja, da so v bistvu imajo težave z inflacijo. In tukaj se tudi lepo vidi, da so defenzivne panoge isto pridobivale, dosegale vrh v maju in se v zadnjem času spet nekoliko to razmerje nekoliko umirilo, se pravi, se je ta strah v juniju polegel. Isto govorijo tekoči makroekonomski podatki, z 2% smo padali v evroconi na 1,2% v juniju z inflacijo. Zdaj za ZDA sicer tega podatka še ni. Je pa seveda tukaj prvo vprašanje dejansko, zakaj investitorje skrbi inflacija. In če tukaj pogledamo neko zgodovino, je tako, da neka kratkoročna zmerna inflacija niti ni tak problem za delniške naložbe, ker podjetja lahko preko cen izdelkov te dvige cen na trgu prenesejo na potrošnike in dobički ostanejo dokaj neprizadeti. Zelo velik problem pa seveda postane dolgoročna inflacija, ki jo nikakor ne moremo se znebiti. Je pa spet tukaj zelo zanimivo, če pogledamo, kaj je botrovalo dolgoročni inflaciji v preteklosti, so bile to skoraj vedno cene energije in pač negotovosti glede energije. Tako da tukaj se mi zdi, da je kar zdaj imamo neko zanimivo situacijo s tem prehodom na zelene tehnologije, na alternativne vire energije. Se mi zdi, da tukaj te nevarnosti za trdovratno inflacijo ni. Zdaj, in čisto za konec lahko pa pogledamo še na stran centralnih bank, tam kjer smo začeli. Banke imajo zdaj na razpolago res ogromno inštrumentov za boj z inflacijo. Danes očitno bo ECB jih še malo povečala. Imamo presežno likvidnost, ki jo lahko znižamo, imamo nizke obrestne mere, ki jih lahko konkretno zvišamo, pa še vedno ne bojo ne vem koliko visoke v nekem zgodovinskem okviru. Tako da z tega vidika, če sklenem, zdaj upam, da smo kakšne dvome zaprli s to diskusijo. Zdaj generalno velja, da so delnice dobra zaščita oziroma vsaj boljša kot depozit, ki sigurno izgublja vrednost tudi v času kratkoročne inflacije. Delnice so dobra zaščita za kratkoročno inflacijo, zdaj proti dolgoročni inflaciji pa vsaj tako zgodovinsko gledano ni neke pravega odgovora ali pa zaščite. Bo pa vsi asset classi, vse naložbeni razredi, vse bo trpelo, če bo do tega prišlo, ampak do tja je še kar dolga pot. Bom rekla, hvala za to zelo zanimivo poanto za Google zadetki. Bom rekla, zanimiv pogled, netipično investitorski. Gospod Medved, bi vi tukaj zraven dodali, vidite dejansko ravno iz tega razloga, da je pač mogoče denar na banki bolj pod udarom realnega izgube vrednosti, potem premike recimo tudi na delniške trge in v sklade? Se strinjam tukaj z tem vsem, kar je povedal dejansko Blaž. Dejansko, če pogledamo, kar je ECB že v začetku napovedal, da je cilj spremljanje dejansko povprečne inflacije, ne zgolj kratkoročnih nihanj. In seveda na drugi strani, če je zlužil v ZDA, je zgodba zelo podobna, tako da ti kratkoročni, kot kaže, inflacijski šoki se dogajajo. Dogajajo se predvsem zaradi tega, ker se je sprostilo gibanje, sprostila se je potrošnja, želja po nakupih se je povečala in to je posledica dejansko kratkoročne rasti cen. Tako kot je Blaž tudi povedal, da imajo centralne banke dovolj orodij, da dejansko lahko pristopijo k temu, seveda je pa drugo vprašanje. Če bi posegli po teh orodjih, ki jih imajo, je bolj vprašanje, kaj se bi zgodilo potem z delniškimi trgi. Saj vemo iz preteklosti, da si nasprotuje ta rast obrestne mere in dogajanje na kapitalskih trgih. Vendar, kot napovedujejo centralne banke, še nismo temu tako blizu, tako da je definitivno za te kratkoročne inflacijske pritiske je borza zanimiva alternativa. Na drugi strani pa imamo dve tradicionalni zadevi, ki sta povezani z tem, to pa sta dejansko zlato. In seveda, če se spomnimo zadnje negotovosti, švicarski frank oziroma posamezne valute, ki jim zaupamo. Seveda jaz bi rekel, glede na to, da pač zaupamo centralnim bankam, ni nekega strahu, da bi posegali po teh instrumentih.
Pa če se malo navežem, kar je že tudi prej gospod Angel omenil za zeleno, ki postaje tudi zdaj bolj trend. ESG je taka, kaj ne rečem, buzzword, bi rekli Angleži, popularna kratica zdaj tudi v Sloveniji zadnje čase. In tudi to je bilo videti pri predstavitvi četrtletnih rezultatov, skoraj vsa slovenska podjetja iz prve kotacije so imele kakšen slajd namenjen tudi tej temi. Ali pa opažate tudi povečan interes za ESG vlaganje tudi pri vaših strankah, gospod Medved? Dejansko jaz bom rekel iz tega vidika, da se nam tudi z vidika zakonodaje bližajo dodatna vprašanja na temo zelenega investiranja oziroma družbeno odgovornega investiranja. Dejansko bom rekel, mi kot banka ponujamo širšo paleto vzajemnih skladov, bom rekel, predvsem tujci so že čisto zeleno usmerjeni, čisto gredo v smeri tega ESG-ja, ki ga poimenujemo po tuji kratici. Bom rekel, če pa pogledam iz vidika slovenskih DZU-jev, pa seveda temu sledijo. Bom rekel, mislim, da skoraj da nimamo slovenskega DZU-ja, ki ne bi imel kakšnega zelenega sklada vzajemnega. Drugače izmed samih naložb, pa dejansko jaz mislim, da investitorji še v Sloveniji trenutno vedno bolj iščejo donose, kot pa dejansko odgovorno investiranje. Čeprav vedno se nam pojavlja vprašanje, če je nakup električnega vozila res zelena odločitev ali ni. Tukaj pa te odločitve prepuščam vsakemu posamezniku, ki se odloči za nakup. Drži. Prihaja sedaj obdobje dopustov, potovanj, najbrž tudi povečanega trošenja privarčevanih sredstev. Kaj pričakujete za tole tretje četrtletje na kapitalskih trgih, gospod Angel? Jaz mislim, da dejansko kapitalski trgi bodo spremljali vse podatke, ne samo trošenje, je pa res trošenje zelo pomembna komponenta, tega se v Sloveniji ponovadi zelo premalo zavedamo, ker Slovenija ima majhno odprto gospodarstvo, kar pomeni, da praktično vse izvozimo in za nas je pomembno, kaj se dogaja v Nemčiji, Italiji, ne pa to, kaj se dogaja pri nas v Sloveniji na trgih. Tako da tega občutka za to tle pri nas doma nimamo. V Ameriki je pa praktično trošenje potrošnikov končnih pomeni veliko večino njihovega BDP-ja in posledično ima zelo velik vpliv tudi na kapitalske trge. Generalno pa mislim, da ne samo to, cel kup drugih kazalnikov bojo trgi spremljali, velike možnosti za tako tudi geopolitični problemi in mogoče kakšne druge zadeve in vse to bo sigurno vplivalo na povečano volatilnost, ki jo moramo pričakovati tudi v bodoče. Tako da glavno pa seveda, kaj bo z epidemijo. Torej, ne bo dolg čas. Bo pa poletje tudi polno športnih dogodkov in seveda tudi največjega olimpijske igre v Tokiu. V preteklosti so vse pokazale povezave med obdobjem olimpijskih iger in tudi rastjo določenih delnic, kot so na primer Nike, Adidas, Coca-Cola. Letos pa imamo med večjimi sponzorji tudi, Toyoto, Omego in pa Alibabo. Zdaj, kakšno je pa vaše mnenje o teh delnicah in povezavih z olimpijskimi igrami? Se tu slučajno kakšna spekulativna priložnost skriva, gospod Medved? Če pokomentiram, bom rekel, tudi lastne izkušnje iz preteklosti, ja, ampak bom rekel, kar nekaj časa pred olimpijskimi igrami, ponavadi. Seveda, zdaj bom rekel, če gledamo predvsem Nike, Adidas, dejansko pa moramo tukaj se predvsem navezati na to, koliko bojo ljudje spremljali olimpijske igre. Zdaj imamo vedno dve možnosti. Dejansko, jaz mislim, da glede na to, da so še vedno, bom rekel, so delno države zaprte oziroma smo že v pričakovanju četrtega vala, dejansko nas lahko zelo dosti privabijo pred televizijske spremnike in bo dejansko spremljanje športnih dogajanj veliko in seveda temu posledično lahko predvsem ti večji sponzorji seveda služijo na dodatni način. Zdaj, kaj pa to pomeni dejansko na gibanje cene delnic, ne da se točno določiti, na kateri panoga, ali so to predvsem tako, smo govorili Nike, Adidas, ali na drugi strani Coca-Cola, ali so to avtomobilski proizvajalci, ali na drugi strani seveda Alibaba, ki dejansko je čisto z druge panoge, pa ima dejansko težave doma za državo, dejansko z posredovanjem pri njihovem poslovanju.
Tako da nekega splošnega trenda mislim, da ne moramo tukaj povzeti, da so olimpijske igre vodilo rasti teh delnic. Okay. Ampak še vedno ostajamo pri športu in za konec seveda ne moremo mimo Evropskega prvenstva v nogometu in finala, ki prihaja ta vikend. Nogomet in delniški trgi pa definitivno so povezani, kar nekaj klubov kotira na borzi, naprimer Arsenal, Roma, Juventus, pa tudi Manchester United. Kako pa gledate na te naložbe, gospod Angel? So to bolj za navijače ali je to tudi lahko kakšna resna naložba? Nogomet je pač del zabavne industrije, ki je bila v bistvu zelo različno prizadeta v tej krizi. Če pogledamo, da ene strani tisti, ki so bili navezani na neke fizične stike in mogli biti zaprti, ali pa v neki so ponujali online storitve, ki so dejansko prosperirali v tem času. Zdaj nogomet, kljub temu, da ga mi povezujemo z nekim ogromno fizičnimi stiki, če pogledamo z vidika delnic oziroma podjetij, ki to nudijo, dejansko z tekmami služijo relativno manjši del prihodkov, služijo od reklam, od prenosov, od prodaje blaga. Tako da z vidika, tisto, kar je mogoče zelo zanimivo, ko gledamo te delnice, je, da nogomet si povezujemo z neko dosti razburljivo zgodbo, nam zastane dih, ko se odvija tekma. Če pa pogledamo delnice, so pa dosti nerazburljivo se gibale. Bolj manj sicer so padle v času korona krize, takrat, ko je marca lani, ko je udarila ta prvič, ampak potem se po nekih pasovih gibljajo brez nekega izrazitega trenda. Tako da zdaj, če pogledamo malo počez, te delnice, velika večina kotira kar pri visokih kazalcih, tako da tukaj morajo stranke res dobro vedeti, zakaj kupujejo, kakšna je njihova ideja, ker, kot rečeno, veliko je nekih faktorjev, ki pri posamezni naložbi lahko vplivajo na koncu, tako kot pri nogometu, vemo, imamo enega favorita, pa na koncu je nekdo čist drug, čist tretji zmagovalec in z tega vidika pa tukaj vedno neko pametna usmeritev je vedno bolj razpršitev kot stavljanje na posameznega potencialnega zmagovalca. Ok, ampak ko smo ravno pri stavljanju, bomo pa mi tudi zaključili v bolj sproščenem vzdušju in bi prosila vaju za vajine napovedi zmagovalca Evropskega prvenstva v nogometu tale vikend. Bo zmagala Italija, ki je v bistvu bila ki je zdaj že v četrtfinalu, ali Anglija, ki je prvič se pribila do finala v tej zgodovini, ampak je pač finale pri njih. In pa tudi naši gledalci lahko glasujejo, ker bodo dobili vprašanje vidno na ekranu. Pa kar lahko delita vajino mnenje. Za koga, gospod Angel? Imamo stavnico. Imamo stavnico. Stavnico, se vidimo, te stave so bile napačne že v osnovi, Francija je veljala za čistega favorita, pa je ni v četrtfinalu, tako da jaz kot kratkoročne stave, jaz dolgoročno investiram, tako da veliko je nepredvidljivih dogodkov, tako da jaz bom pri tem kot finančnik ostal. Aha, ok, tipični finančni odgovor, gospod Medved. Jaz pa mogoče malo bolj čustven, oziroma bolj iz tega vidika, da zmago privoščimo seveda sosedom, bomo pa videli, kaj nam bo prinesla zadnja tekma. Ok, jaz osebno pa go Anglija in mislim, da bo, tudi naša finančna javnost je Anglijo dala za favorita v svojih stavah. Bomo videli, če bo uspel Henry Kane popeljati tim do zmage pred 60-glavo množico. Ampak zaenkrat smo pa prišli do konca našega webinarja in bom rekla hvala lepa za tale zanimiv in prijeten klepet obema gostoma, gospod Angel in gospod Medved. Hvala. In hvala seveda tudi vam, spoštovano občinstvo, da ste nas spremljali. Vsem želimo čim lepše in seveda čim bolj brezskrbno poletje, ki se ga, mislim, vsi nadvse veselimo, da bo čim bolj normalno in se vidimo zopet jeseni. Hvala, srečno.